Pozdravljeni. Velika nagrada Kanade je bila napeta in razburljiva, kot še dolgo dirke v tej sezoni ne. In čeprav si mnogi niso predstavljali, da se bo zgodilo to, kar se je dogodek, ko so komisarji prisodili Sebastianu Vettelu 5 sekund kazni, zasenčil mnoge druge, tudi zanimive dogodke na progi. Omenim samo enkratno dirko tovarniške ekipe Renault, kjer so končno sestavili dobre kvalifikacije in dobro dirko. Enkraten nastop Maxa Verstappena, kateri je po tistih kaotičnih kvalifikacijah z ustreznim izborom pneumatik izvlekel iz dirke maksimum, in čeprav je bil ta maksimum najslabši rezultat, ki ga je dosegel letos, mislim, da je pohvale vredna dirka. Pozabili smo pa tudi na nekaj. Zopet smo opazili, da so v boksih Ferrarija oškodovali Charlesa Leclerca z prepoznim postankom v boksih. Ta je vztrajal z medium pneumatiko na progi preveč krogov in tako zapravil tisto edino možnost, da bi se približal Lewisu Hamiltonu, mogoče ga prehitel, kajti tudi pri Mercedesu so bili približno 2 do 3 kroge prepozni na mediumu, in tako nekako se zasidral na 3. mestu. A vrnimo se na tisto glavno poglavitno temo, kazni Sebastianu Vettelu. Mnogi trdijo, kako je bila nešportna, nefair, proti pravilniku, nekako usluga ekipi Mercedes, a sam menim, da je daleč od tega in da je bila ta kazen edina možna varianta za dogodke na progi. Poglejmo. Nedvomno je to, da je Sebastian Vettel naredil napako. Zletel je s proge. V to mislim, da nobeden ne more dvomiti. Ko se je vračal na progo, je lovil svoj bolid in pri tem lovljenju bolida stisnil ob zid in izven proge Lewisa Hamiltona in mu tako onemogočil možnost prehitevanja. Namreč mnogi so iskali izgovore v tem, da je prepovedano iti s proge. To sploh ni res. Pravilnik pravi, da lahko voznik zapelje izven proge, a mora pri vračanju na to biti pozoren, da je to vračanje varno in da pri tem ne ovira drugih voznikov. In prav, če pogledamo fotografije, vidimo, da je Sebastian Vettel izrinil Lewisa Hamiltona izven proge. Izven proge pa zato, ker je proga omejena z belo črto, ki jo vidimo pred robnikom, in ukolikor je bolid z vsemi kolesi preko te črte, je izven nje. Sedaj, izgovor Sebastiana Vettela, da kaj naj bi pa Reves storil, je prazna zadeva, kajti nihče ga ni obsojal, da je karkoli naredil namerno. Pač zgodila se mu je napaka in zaradi napake menim, da je tudi pravilno, da sprejme posledice. Lewis Hamilton je bil v krogih predtem med 7 in 8 desetinkami za njim. Dvomim, da ni vedel, da je za njim, in ukolikor se mu je zgodila napaka, je tudi logično, da je možnost, da ga bo prehitel. Svoj manevrom mu je to preprečil in s tem dobil nepošteno prednost. Kajti ukolikor bi bilo vse po pravilih, bi lahko Lewis Hamilton vozil z istim ritmom kot do tedaj, to se pravi okrog 1:15, ne pa 1:17 kot Sebastian Vettel po tem izletu iz proge. A če pogledamo spisek časov, vidimo, da sta oba peljala 1:17. Kar je pa kljub temu mene še bolj užalostilo strani Sebastiana Vettela, je bila njegova reakcija na to. Ko je prišla približno 10 krogov potem razsodba o 5 sekundah kazni, je imel Sebastian Vettel pred Lewisom Hamiltonom približno 3 sekunde prednosti. No, po mojem osebnem mnenju je imel do konca dirke še zadosti časa, da bi tisti 2 sekundi nekako prinesel noter. Oziroma pričakoval sem, da bo to vsaj poskusil, ne pa se začel kujati po radijski zvezi in izgubljati ritem. Na konec koncu 2 sekundi v 12 krogih, to se pravi cirka slabi 2 desetinki na krog, menim, da je stvar bila v moči Ferrarija SF90 in Sebastiana Vettela na veliki nagradi Kanade na progi Gilles Villeneuva. Tudi njegovo obnašanje po dirki me je razočaralo. Kajti, zakaj ni pripeljal bolida na mesto, ki je bilo namenjeno tistim, ki so dosegla prva 3 mesta?
Vsi smo videli, kako je premikal tablo za zmagovalca in drugo mesto, pa se šopiril pred publiko, a nihče ni opazil, da manjka njegov bolid. Pri Formuli 1 veljajo pravila parc fermé, to se pravi, nihče naj se ne bi smel dotikati vozil, dokler ta niso stehtena, in velja ta režim za vse. Njegovega bolida tam ni bilo. Zaenkrat sam nisem opazil, da bi temu sledila kakšnakoli preiskava, sankcija ali karkoli drugega. Tudi sam ne bi smel iti v pedok, v pogostitveni prostor in se nato vrniti na zmagovalni oder, kajti procedure so točno določene. A tu so mu seveda zaradi razburjenosti pogledali skozi prste. Kljub temu, da mnogi navdušenci trdijo, da kaj pa vse to, da je Sebastian Vettel prvi prevozil ciljno črto, jih moram razočarati. Kajti Sebastian Vettel je imel pribitek na času in pravilnik Formule 1 jasno govori o tem, da je zmagovalec tisti, ki v najkrajšem času prevozi razdaljo določeno za veliko nagrado. Pravilo, da zmaga tisti, ki prvi prevozi skozi črto, je le v primeru, da dirka traja več kot 2 uri. Menim, da na splošno bi bilo potrebno v Formuli 1 več ljudi, kot je gospod Günther Steiner. Ta je lepo zaprl usta svojemu vozniku Magnusenu, ko se je ta neupravičeno pritoževal po radijski zvezi in mu že enkrat zabrusil, naj bo tiho in naj vozi. Tega javkanja, stokanja in pritoževanja po radijski zvezi je v strani vseh voznikov Formule 1 že rahlo preveč. To je zadnji prispevek iz Velike nagrade Kanade. Mi se vidimo pri drugih prispevkih o drugih temah in na naslednji dirki. Hvala za vašo pozornost, pa nasvidenje.